Sodobna hiša v mirni okolici Bleda je dober dokaz zglednega sodelovanja med lastnikoma in oblikovalko interierja. Skupnimi močmi so namreč za 4 zidovi sodobne hiše ustvarili domač, a sodoben dom, ki naslavlja potrebe in življenjski ritem mlade družine. To je dom, iz katerega najraje sploh ne bi šel, razen na sprehod z domačim kosmatincem. Tukajle v Koritnem pri Bledu je mladi par na mestu, kjer je nekoč stala stara, dotrajana hišica, zgradil sodoben objekt. S pomočjo spretne oblikovalke interierja pa je to zdaj dom, pisan na kožo mladi družinici in enemu kosmatincu. Petra, v kateri fazi ste se vi tukaj vključili v projekt? Ja, v bistvu že v samem začetku, kar je bilo v bistvu super, ker nam je to prineslo neko podlago, ki je lahko širša pri samem ustvarjanju. In se mi je zdelo dobro to, da smo lahko potem tudi naše ideje majčkeno bolj močno implementirali v samo rešitev v tlorisu. Kako pa je arhitekturna zasnova sicer narekovala potem oblikovanje interierja? Ena od stvari, ki je bila tukaj mogoče malo težja, malo bolj kompleksna, je bilo to, da je bil elektroprojekt že narejen. In naša sprememba tlorisa, ki sicer ni bila velika, je zelo posegla v elektriko. In tukaj je mogoče nekaj, kar je mogoče na tej točki priložnost za apelirati na vse stranke ali pa naročnike, da se na nas obrnejo mogoče v prejšnji fazi ali pa malo bolj zgodnji fazi, ker to predstavlja nek dodaten strošek v samem procesu dela. Tako da je bilo tukaj treba elektriko predelati in ta del je bil kar močen, kar zapletena zadeva. Sicer pa je vse ostalo potekalo pa relativno tekoče. No in kaj je bilo tisto, kar je potem narekovalo oblikovanje? Kaj je bilo potrebno izpostaviti? Katere so glavne kvalitete? Zdaj, meni je pri tej hiši ali pa tlorisu bilo blazno všeč, da ni pretiravanja, da je tloris relativno kompleksen oziroma kompakten in da je en del hiše v kompletu odprt, svetloba. Se pravi, ta del, ki gleda proti goram, je v kompletu odprt z svetlimi odprtimi površinami in to smo želeli izkoristiti v tem smislu, da je en del res prepuščen temu, da nanj vpliva svetloba, drug del pa optimalno izkoriščen v svoji uporabnosti, tako estetski kot vsebinski. Torej svetloba in razgledi. Ste se odpirali na različne strani, neverjetno, koliko fantastičnih razgledov ima ta hiša, ne? Ja, ena od stvari, ker res pri samem tlorisu ni, že zaradi tega, ker je tako kompakten, nismo imeli veliko možnosti obračati, spreminjati. Edina večja zadeva, ki je bila, da smo v spalnici popravili orientacijo z istim razlogom, da pač zjutraj, ko se zbudite, imate ta prva stvar pogled na gore. Z naravo pa se interier povezuje tudi prek izbranih materialov, predvsem lesa. Od masivne orehove mize do dimljenega hrastovega parketa, katerega vzorec se nadaljuje tudi na stopnišču. Ena od stvari, ki se mi zdi blazno pomembna tudi mogoče za poudariti v procesu izvedbe ali pa izdelave interierja, je bila tudi ta, da se tekom samega procesa dela vedno poveže veliko izvajalcev. In recimo stopnišče, ki se morda zdi zelo preprosto rešeno, tukaj je bilo veliko enega razmisleka noter podanega ali pa vzpostavljenega. In smo mogli že tekom same pozidave razmišljati o tem, kako bomo mi potem upeli to steklo, ga z druge strani oblekli v opremo, naredili to žago, ki se pač poveže na nek način s stopniščem na drugi strani in hkrati ustvarjali občutek, da ograje na nek način ni, da ti vidiš samo stopnišče. Tako da je tukaj bil zelo velik poudarek na tem povezovanju med izvajalci, razumevanje med tem, kaj mi želimo, da smo potem tudi dosegali v bistvu ta krasen efekt te čistosti v prostoru. In precej tak markanten element dnevnega prostora je tale lepa orehova miza. Ja, orehova miza. To je bil v bistvu element, ki sta si ga ona že od samega začetka nekako zamislila, da bi ga imela. Tudi mogoče zato, ker je les tele mize tudi dejansko bil na samem zemljišču. Se pravi, oreh je rastel na tem zemljišču in je tudi neka mogoče simbolika tega prostora, da imamo zdaj iz tega izdelano mizo. Kar smo mi samo dodali potem na to vizualno komponento, ki ima ta pobran živ rob, dodali noge, ki so mogoče majčkeno bolj minimalistične, tako da se zgodi ta neka igra dveh mogoče stilov, ki pa v celoti še vedno zelo delujejo s celotnim interierjem. Verjetno je oblikovanje narekovala tudi želja naročnikov, da bi čim več delala od doma.
Ja, to je bilo tudi tisto neko obdobje, se mi zdi, nekega koronskega, pokoronskega časa, ki je v bistvu majčkeno spremenil dinamiko vseh nas. In smo že od samega začetka oblikovali oba prostora. Maja si je želela mogoče malo bolj povezan prostor, pa ne tako zelo zaprt ločen. Primož pa povsem ločenega, se pravi zaprtega, da se on res lahko umakne in dela v miru doma, mogoče tudi zaradi narave njegovega dela. No. In Primož mi je povedal, da je en del svoje pisarne nekako žrtvoval za utility, ki zelo pride prav, je res blizu garderobe. Ne? Ja, tam smo majčkeno popravili steno vmes, pokazala se je potreba po malo večjem prostoru. Skrili smo sicer utility v omaro, tako da niti ne veš, da je tam, ampak ja, smo ga mogli razširiti, no, ker je vseeno to nek prostor, ki mora biti no, v sami hiši in tudi mora imeti dovolj prostora oziroma dovolj za vse, kar se v tistem uporablja. No. Subtilna barvna paleta interierja lepo poudarja razglede, hkrati pa daje občutek domačnosti in topline. Na željo lastnikov so v dnevni prostor umestili rumeno sedežno garnituro, ki se poveže s cvetličnim vzorcem tapete na steni za televizorjem. Tapeta povezuje vhodni prostor z bivalnim. Nevidno bariero predstavljajo le steklena vrata, ki onemogočajo dotok hladnega zraka iz vetrolova. Ob vhod je umeščena tudi igriva kopalnica z zanimivim turkiznim pohištvenim elementom, oblikovana prav posebej za najbolj kosmatega člana družine, avstralskega ovčarja Nodija. On je pač tukaj centralno itak igral samo vlogo že od samega začetka, ker je tudi ena od stvari med prvimi storiji, ki smo jih objavljali na našem Instagramu. Ko smo predstavljali projekt naročnikoma in prišli do točke, ko smo govorili o hiški, je prišel zraven, da bi vedel, da se o njem pogovarjamo in tudi dejansko gledal v ekran. Tako zelo, mislim res, jaz sem imel trenutek občutek, da ta kuža razume, kaj se pogovarjamo. Ne? S tem, da kuža Nodi je dobil zares stylish bivališče. Ja, dostikrat se nam dogaja na projektih, da se omenja, da so pač ali mačke, psi, kot domači živali, ljubljenčki. In se tekom projekta včasih z nas zgodi, da se kar malo pozabi umestiti čisto zares, ker vseeno je to nek prostor, ki ga potrebujejo. Tukaj se pa skoraj da ne celotna zgodba vrtela okrog lokacije njegove hiške in dejansko je dobil res centralno pozicijo z možnostjo totalne kontrole nad vsem, kar se v hiši dogaja. Pa tudi ona dva sta rekla, da dejansko res veliko časa preživi not, da ima tako kot nek svoj shelter, tako svoje zatočišče.